Tako bizarne zgodbe pa še ne. Minuli petek po noči so 3 mladeniči s parkirišča v ljubljanskem naselju ukradli avtomobil in z njim divjali po ulicah, pri rdeči luči, po pločnikih, med bloki, po otroškem igrišču. Uničenega so nato parkirali na mesto, kjer so ga ukradli in odšli. In verjetno so že pomislili, da se bodo izmazali. A kaj, ko je lastnik že pred časom na armaturno ploščo namestil kamero, ki je njihovo nespametno, nevarno, brezsramno početje posnela. Medtem ko se je kradljivi voznik nalašč zaletaval v betonska korita, klopi pa ograje, sta se druga dva glasno smejala in zbijala šale. Se bodo še smejali, ko bodo izvedeli, da jim grozi zaporna kazen? Ema Čepon. A grem čez? Grem čez, pej. Nima zdaj druge. Brat, kapuco, daj dol. Mi smo to kraj. Takole je trojica z ukradenim avtomobilom izpred parkirišča bežigrajskega naselja BS3 začela kakšne pol ure trajajočo vratolomno vožnjo po ljubljanskih ulicah. 90 km/h so drveli skozi naselje po pločnikih, kolesarskih stezah. Kje je ročna? Zateganja. Zaletavali so se vse, kar jim je bilo na poti, betonska korita, ograje, drevesna debla, prometne znake, celo otroška igrala. Zadev si, brat. Ob tem so se seveda neznansko zabavali, kot da nič hudega slutečemu lastniku avtomobila niso povzročili za slabih 40 000 evrov škode. Jaz tam moram verjeti, mikro ukradal avto, se viže. Jaz tam moram verjeti, kaj bi bili, kar delamo čisto. Po nekaj krogih po ljubljanskem Bežigradu so avtomobil pripeljali nazaj na isto parkirno mesto in kar je še bolj bizarno, pripoveduje lastnik avtomobila, ki se pred kamerami sicer ni želel izpostaviti. Nazadnje so ga še malo popravili, da bi bil bolj naravno sparkiran, da jaz ne bi opazil. A glej ga zlomka, njihovo početje je ves čas snemala avtokamera, ki je trojica za čuda ni opazila, kljub takšnim zelo jasnim opozorilom. Neki detek. Brat, mene bo karkoli da se desi z nami, sam da nas Murija ne dobi, majke mi moje. Svega mi, brat. Če nas dobi, smo ga vsi trije, brat. To je bila verjetno edina pametna ugotovitev tistega večera. Res je, vsi trije mladeniči so zdaj osumljenci, ki jih zaradi tatvine in poškodovanja tuje lastnine intenzivno išče policija, ki je iz avtomobila pobrala tudi biološke sledi. To parkirišče, iz katerega je bilo vozilo odtujeno, ima kamero in so tudi storilci vidni, tako da jaz mislim, da identiteta bo zelo na hitro tudi jasna, kdo so. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, jim grozi tudi zaporna kazen, za zapahi bi lahko pristali za največ 3 leta.